Spoštovani gospod škof, dr. Anton Stres, spoštovani župan Berto Menard, predsednik Goriške Mohorjeve družbe, monsignor Renato Podberšič, lepo pozdravljeni. Pozdravljamo pa tudi naše rojake v Argentini, ki so danes prek Hladnika z nami povezani. Spoštovane gospe in gospodje, ki ste si danes vzeli čas in prišli od blizu in daleč na našo slovesnost v čast monsignorja Janeza Hladnika. Velik dan je danes za naš kraj. Veseli smo, da nam je uspelo želje izpred let uresničiti. Pred nami je izjemno zanimiva knjiga spominov našega rojaka, monsignorja Janeza Hladnika. To zapisano pričevanje sega v čas naše polpretekle zgodovine, ki še danes bremeni slovenski narod. Kot vemo, je bila prva izdaja pred 40 leti od takratne oblasti prepovedana. Komunistična oblast se je vedno bala resnice in prav ta prepoved daje še večjo težo zapisanemu. Župan občine Logatec, gospod Berto Menard, nas je ves čas moralno in tudi finančno podpiral. Prosim župana gospoda Berta Menarda, da nam spregovori. Spoštovane gospe, gospodje, visoki gostje, vsi, ki ste to knjigo pripravljali in ponovno izdali, prvo lep pozdrav v mojem imenu in seveda v imenu cele občine Logatec. Lahko bi to poimenovali knjigo od Triglava do Andov tudi od leta 1902 do leta 1965. Kajti to je del zgodovine Slovencev, ki jih je zelo prizadela. Čas pred Prvo svetovno vojno, čas med prvo in drugo, po 30 letih težke gospodarske krize in seveda druga svetovna vojna in revolucija in seveda potem vse do leta 65, ko je v 60. letu zapustil zemeljski svet gospod monsignor Janez Hladnik. Rodil se je 22. decembra, kot sem že povedal, 1902 in upam, da je bil kršen in je njegov zaščitnik Janez, evangelist in tudi apostol, katerega pa je učil Janez Krstnik, katerega god praznujemo danes. In Janez, apostol, je edinih ali pa eden redkih apostolov, ki je spremljal Kristusa do njegove smrti in tudi Jezus mu je predal svojo mater Marijo. Seveda ta Janez je tudi oznanjal evangelij in tudi krščansko vero, skozi to se govorimo vrgli v vroče olje in po čudežu so ga tudi se nekako ušel in ponovno oznanjal Kristusov nauk in dosegel visoko starost. Zakaj to pripovedujem? Tudi Janez Hladnik, monsignor, je bil enak. Lahko ga bi rekli, da je sporedno in enako živel kot naj si bo Janez Krstnik, ki je oznanjal Božji nauk, tako Janez kot apostol, evangelist in seveda tudi Janez Hladnik, ki je v svojem življenju dotrpel in trpel prenekatere težave in preizkušnje. Zelo mlad se je vrezal v nogo, potem je že bil ozdravljen, pa se je zopet opet v neki zapiču. Potem bi lahko hmalo tudi v Trstu utonil. Skratka, imel je zelo veliko življenjskih preizkušenj. Spoznal je tudi, kaj so sokoli, kaj so orli. Oče ga je bodril, da bo gospodar, zato je želel tudi v Zagreb, da bo šel na gozdarsko šolo. Vendar mati pa je priporočala, ker je bil slabega zdravja, se materi Božji in tudi Lurški materi in se je želela, da bi bil duhovnik. Tako je tudi Janez postal duhovnik z velikimi preizkušnjami in svojim mašniškim geslom prihajam, da
izpolnim tvojo voljo, Gospod. To je zelo veliko sporočilo, tako kot je tudi veliko sporočilo Janeza Krstnika, ki je vedno govoril: otročiči, ljubujte se med seboj. Vsak izmed nas ima poslanstvo, tako kot ga je imel Janez Hladnik, in to poslanstvo moramo izpolniti. Mi imamo 27 let svojo državo. Mnogi pred nami stoletja so si to želeli, tako za časa kneza Samota, potem preko Valentina Vodnika, Antona Martina Slomška, Prešerna, Ivana Cankarja, vse do današnjih dni. Mi nismo bili močni z orožjem, mi smo bili zelo kulturni in verni. Zato smo tudi ostali kot majhen narod v tem 500-milijonskem evropskem narodu. In Janez Hladnik, ko je pred drugo svetovno že šel v Argentino oznaniti evangelij med naše Slovence, rojake, je bil nekako po Božje poslan, je lahko po drugi svetovni vojni sprejemal tiste, ki so iskali primeren prostor pod svobodnim soncem. Tako tudi mnogi iz azijskih dežel in tudi iz Afrike danes iščejo tak prostor v Evropi. Pustimo, zakaj je do tega prišlo, ker ne bi bilo potrebno, pa vendar. Mi smo tisti, da tudi tem ljudem, kolikor je v moči, to tudi pomagamo. Janez Hladnik, kljub svoji težavam, bolezni, je bil velik človek. In takega ga imam jaz, tako kot tudi našega doktora Andreja Gosarja, ki je ravno v tistih časih živel kot Janez Hladnik in tudi preživel najtežje čase za slovenski narod. Tudi Janez Evangelist Krek, ki bi tudi velikokrat v Rupi na tej kmetiji, ki je bila gospodarsko zelo močna, napredna in iz te hiše izhajajo tudi pomembni ljudje. Skratka, hvala Janezu Hladniku, hvala vam, ki ste pripravili to današnjo izdajo, ponovno izdajo knjige in to svečanost, da dokažemo našim ljudem, da moramo spoštovati tako sokole in orle, različnih misli. Pa vendar vsi skupaj se moramo pogovarjati, poslušati in tako, kot je rekel danes Načkov Stres, postaviti moramo nove temelje. Naša družba je raztirjena, mi se moramo ponovno utiriti in začeti znova spoštovati naše korenine, naše potomstvo, vero in skozi to, skozi duhovnost bomo dosegli in dobili pravi temelj, na katerem bomo lahko gradili našo novo državo. Kajti mi moramo svoje znanje skozi pošteno delo prodati in skozi to živeti in upoštevati in pomagati tudi tistim, ki nimajo teh danosti, ki so bolni in onemogli. Še enkrat hvala vsem, ki ste pripravili to čudovito knjigo, ponovno, da jo bomo lahko prebrali in seveda vsem, ki si želite, da bi naša država napredovala. O prazniku, dnevu državnosti vam čestitam in želim, da se zavedate, kaj smo dobili pred 27 leti. Hvala lepa. Hvala gospodu županu za njegove spodbudne besede. Ja, veliko smo danes že slišali o njem in veliko še bomo. Janezek je bil povsem običajen otrok tistega časa. Prav nič ni kazalo, da bo nekoč postal tako pomemben mož. Tudi današnji otroci še ne vedo, kako pomembni možje in žene bodo postali. Lahko pa že danes prisluhnemo, kako ga skozi otroške oči vidijo otroci osnovne šole Rote pod mentorstvom Petre Jenko Lukan. Rojen sem bil na Petkovcu, na čestitljivi domačiji, ki je bila postavljena pred 300 leti. 22. decembra 1902. sem ugledal luč sveta. Naslednji dan so me nesli k krstu. Krščen sem bil v Rovtah, pri krstnem kamnu svetega Mihaela.
Moji prvi spomini segajo v 3. leto mojega življenja. Tedaj so me mati razvadili za vse življenje razvade, ki mnogo otrok izpridi. Imel sem plavo skodelico, mati pa so mi dali jed v lončku. V zimskih večerih je bilo življenje nekaj prečudno lepega. Včasih smo luščili grah in zbirali fižol. Medtem, ko so mati brali zanimive povesti Mohorjeve družbe. Moč kalečega semena. Skoraj vsa semena so drobna in zato ni moč slutiti, kakšna moč je v njih, ko začno kaliti. V semenih je novo življenje in ko se to zbudi, ko seme začne kaliti, je tako močno, da odrine 70-kratno težo nad seboj. Zato se ni čuditi, če kaleči grah v steklenici lahko utre steklo. Moč kalečega semena so poznali že stari narodi in so to moč uporabljali v kamnolomih. V razpoke so natlačili seme žira in ko je začelo kaliti, je njegova moč razgnala skalo, se pravi povečala razpoko, da so jo nato lahko razdrobili z drugimi pripomočki. Hlapec je phal pšeno ali kašo. Oče so pletli košare, ki so jim cajne rekli. Mati so preli. Pastir pa je krojil vitre za pletenje košar iz leskovih palic. Petrček pa je tudi že skušal biti koristen pri delu. Potem smo mali zlezli na peč in doživljali romantiko kmečkega večera kot opazovalci. Snici so največkrat zaspala kar na peči. Ko je prišla ura počitka, se je pričelo joj in joj. Janezek, zbudi se, gremo spat. Samo še malo, mati. Gremo spat. Ko je pa tako nebeško toplo. Mati, pustite me na peči. Malo daj. Se mi je zdelo življenje tako krivično, kot v onih trenutkih.
Potem pa so mi nekega dne prinesli hlače. No, Janez, zdaj si pa že velik, veš? Vem, ja, bom zdaj lahko tudi jaz kosil. Ne tako velik, pa že nisi. Nekaj sem ti prinesla. Samo veliki fanti nosijo hlače. Ne, hlač pa nočem. Moreš, ne obleci se.
Hvala lepa učencem iz Rod za tako prisrčno predstavitev našega Janeza. Zdaj upam, da hlače so se oblekle. Ja, so. Hvala lepa. Tako, letos mineva natanko 70 let od časa, ko se je prva večja organizirana skupina povojnih beguncev podala čez Atlantik, kjer jih je po posredovanju Hladnika sprejela Argentina. Hladnika, ki je odšel leta 1936 v Argentino, kjer je svojo glavno skrb namenil takratnim slovenskim migrantom. V času med obema vojnama je bilo v Argentini večje število Prekmurcev in pa Primorcev, ki so se v neznane kraje podali ne zgolj zaradi zaslužka, ampak tudi zaradi fašizma. Prepotoval je deželo od juga do severa, od vzhoda do zahoda, poiskal in skozi revijo Duhovno življenje povezoval slovenski živelj. Komaj si je ustvaril ugled med nezaupljivimi rojaki, se je že znašel pred novim izzivom. Vojna in z njo komunistična revolucija v domovini mu je povzročala hude skrbi in težave. Močna komunistična propaganda je žal dosegla tudi rojake v Argentini. Čeprav so bile informacije o dogajanju v domovini skope, je kmalu spoznal pravo stran OF. Vse njeno delo pa je spoznal po vojni, ko je nase prevzel veliko breme reševanja begunstva Slovencev. Pri predsedniku Argentine Peronu je dobil dovoljenje za vselitev 10.000 Slovencev. Takrat je spoznal, da se je njegovo delo šele začelo. Cerkveni mešani pevski zbor Rote, prosim. Bratje, vstanimo in ponesimo
mineva 40 let od izida njegovih spominov pri goriški Mohorjevi družbi. Zato, dragi, tukaj navzoči, danes ne bomo toliko govorili o njegovem življenju in delu. Skušali bomo predstaviti to novo knjigo, ki je danes pred vami, in povedati nekaj o pomenu Hladnika za takratni in današnji čas. Za ponatis te, za branje tako zanimive knjige, je v veliki meri odgovorna gospa Erika Jazbar. Več o nastajanju in vlogi goriške Mohorjeve družbe, kot tudi o svoji vlogi pri tem, pa je najbolje, da pove kar sama. Gospa Erika, prosim. Lep goriški pozdrav vsem prisotnim. Danes v Rovte se nas je pripeljala manjša skupina iz Gorice, več odbornikov goriške Mohorjeve družbe. Naši predhodniki pred 40 leti so verjeli v to knjigo. Danes mi, oziroma pred enim letom, ko smo se odločali za drugo izdajo te knjige, ravno tako verjamemo v to knjigo. Goriška Mohorjeva družba je najstarejša slovenska založba Slovencev v Italiji. Nastala je približno pred enim stoletjem. Zaradi razmejitve, matične knjige se niso mogle prodajati na našem koncu. V tem zgoščenem in dolgem 20. stoletju se je potem meja pri nas še večkrat premikala, ampak na koncu smo ostali še vedno za mejo in mislimo, da bomo preživeli samo, če bomo utripali z matico in z matičnim narodom. Z matičnim narodom pa utripaš ne s razpisi, projekti, oziroma ne me razumeti slabo, gospod župan, tudi s tem, ampak predvsem s prijateljstvom in s človeškimi vezmi med nami. Zato, ko me je Ronko pred enim letom mi predlagal, da bi šli v ponatis te knjige Goriške Mohorjeve družbe, bi seveda mi lahko se odločili, da bi rekli seveda, ja, naj gre v ponatis, izide lahko pri vas, damo dovoljenje, pač naj izide v Rovtah v Ljubljani. Želeli pa smo biti del te zgodbe. In ponovno, ko se je zgodilo pred 40 leti, da bi ta knjiga ponovno povezala vse tri narodne ude, na katere pogosto pozabljamo. Slovenci živijo v mejah Republike Slovenije, Slovenci živimo zunaj meja Republike Slovenije, avtohtone manjšine, v Italiji, na Koroškem, v Porabju. Slovenci živijo tudi v zdomstvu, v Argentini in ne samo v Argentini. Kot rečeno, knjiga je išla pred 40 leti v Gorici. Zakaj v Gorici? Zato, da je išla v Gorici, je bilo potrebnih nekaj elementov. Najpomembnejši je bil lik begunskega duhovnika Jožeta Juraka. Jože Jurak je leta 1948 bil begunski duhovnik v Argentini. Tesno je sodeloval z Janezom Hladnikom, od njega je prevzel tudi urejevanje duhovnega življenja, ki je bilo prej omenjeno. Leta 1961 v Argentini je preživel več kot 10 let, leta 1961 pa je prišel v Gorico. V Gorici je bil dušni pastir, bil pa je predvsem nepodpisani urednik Katoliškega glasa. Katoliški glas je bil tednik, ki se je tiskal v Gorici in v takrat zelo težkih pogojih, ker matica našega dela manjšine ni financirana, je omogočal našim ljudem vsaj minimalen pluralizem na medijskem področju. V Katoliškem glasu je 3 leta po Hladnikovi smrti, od leta 1968 dalje, so začeli po Jurakovi zaslugi izhajati Hladnikovi spomini v podlistku. Izhajali so 3 leta, bilo jih je 137, se niso zaključili z Hladnikovo smrtjo. Jurak je napisal še nekaj nadaljevank, v katerih je opisoval Hladnikov pogreb, prenos posmrtnih ostankov v cerkev Jožefa Pompejskega, pa tudi opisal je zelo lep prizor v slovenski vasi. Slovenska vas je živ spomenik Hladnikovega dela, žrtvovanja in truda v Argentini. Potem je bil Jurak zaslužen tudi za to, da je iz teh podlistkov nastala knjiga.
Vendar za nastanek knjige je bil potreben še drugi element, in sicer del Hladnikove družine, ki je živela v Gorici. V Gorici je živela Hladnikova sestra, kamor se je preselila v 60-ih letih iz Buenos Airesa. Njen sin, torej Hladnikov nečak, je bil odbornik pri Goriški Mohorjevi družbi. Izbrskali smo zapisnike tistih let in januarja 1977, ko se je odločalo o zbirki za naslednje leto, Goriška Mohorjeva družba deluje še danes tako, je bilo več predlogov o knjigah, ki ne bi šle leta 1978 in na koncu je pa odločitev, da med knjigami bo tudi knjiga Janeza Hladnika. Jože Jurak je tudi uredil to knjigo, ki po željah odbornikov ne bi smela biti obsežnejša od 180-200 strani, moral jo nekoliko skrajšati, ni nobenih vsebinskih izbir, to je čisto prozaično, kar sem prej omenila, Goriška Mohorjeva družba je delovala v finančno zahtevnih pogojih in zato knjiga, ki bi imela 350 strani, takrat je bila nepojmljiva. Jože Jurak jo je skrajšal, sicer ne kot so mu naročili uredniki, bila je bistveno debelejša. Izšla je v redni zbirki za leto 1978. Tisto leto v zbirki je šlo leposlovje Zora Saksida, izšel je Snopič Primorskega slovenskega biografskega letnika, izšel je tudi koledar Goriške Mohorjeve družbe. Vse to v tej obliki in tudi koledar izhajajo še danes. Knjiga Janeza Hladnika leta 1978 je išla v 2000 izvodih, letos po napisi je šel v 1000 izvodih. In tako za zanimivost vam lahko še povem, da je stala 3500 lir, medtem ko je celotna zbirka s prej omenjenimi knjigami stala 8500 lir. Namenjena je bila širšemu slovenskemu prostoru, ne samo Goriški, ampak tudi Matici, vendar je bila po nekaj mesecih prepovedana. Zakaj je bila prepovedana? V tej odločbi, ki se jo videla na panojih, ne piše. Knjiga nima takih, ko bi rekla, močnih ideoloških poudarkov, da bi si zaslužila kot Žebotove knjige ali knjige Vika Veličiča, ki so bile prepovedane, da bi bila prepovedana. Verjetno je, Janez, to je še za raziskati, ampak si predstavljam, da je bilo to zato, ker Janeza Hladnika so enačili z likom, ki je omogočil politični emigraciji, torej bil je kriv med navednicami, da slovenska politična migracija, ki dotlej je bila v begunskih taboriščih po Italiji na Koroškem, je prišla strnjeno v Argentino. Po 40 letih torej je išla druga izdaja Obogatena Hladnikovih spominov. Rečeno je bilo, da sem urednica, v resnici jaz sem zbrala delo, ki so ga naredili Rovtarji. Gospa Ivanka Koprivc je ta tekst, ki ni ravno kratek, ga je pretipkala že leta 2012. Gospod Peter Hladnik in pa Nuša Marinč sta zbrala fotografsko gradivo, ker ta knjiga je obogatena s približno 50-60 fotografijami. V knjigi smo objavili ponovno tudi izvoren uvod, ki ga je napisal Jože Jurak takrat leta 1978. Na koncu pa smo dodali nekaj spominskih zapisov o Janezu Hladniku, zato da tudi s temi spominskimi zapisi idealno združimo tri narodne ude. Tako imamo spominski zapis, ki ga je Jurak napisal v koledar Goriške Mohorjeve družbe leta 1966. Daljši spominski zapis je zelo lep, ki ga je napisal Jože Košiček v zborniku Svobodne Slovenije leta 1966. Jože Košiček je bil ravno tako begunski duhovnik. On je predtem deloval še v Rimu z Miho Krekom in potem se je preselil tudi on v Buenos Aires, kjer je živel do smrti. Tretji zapis je tudi kratek, ampak tudi zelo lep, ga je podpisal Jure Rode. Jure Rode je delegat slovenskih dušnih pastirjev v Argentini. In v knjigi, ki je išla leta 2002, ob 50-letnici slovenske vasi, torej kraja, ki ga je strnjenega naselja, ki ga je omogočil Janez Hladnik, so izdali zajetno monografijo o tem, kako je ta slovenska vas nastala, pa tudi o tem, kaj se je v tej vasi vseh teh 50 letih dogajalo. Ena od uvodnih besed je
Rodetova in objavili smo jo v tej drugi izdaji Hladnikovih spominov. Kot zadnjo pa smo objavili razmišljanje oziroma spominski zapis, ki ga je v Rovtah leta 2016 prebral Edo Škulj med mašo, ko je bila podobna slovesnost kot današnja v spomin na Janeza Hladnika. Gre za 4 zapise, ki so zelo osebni in ki so jih napisali ljudje, ki so Hladnika poznali in ki so razumeli domet njegovega dela, požrtvovalnost, globoko ljubezen, ki jo je imel do slovenstva, slovenskih ljudi, slovenskih krajev, slovenskih ljudi, kjerkoli so že živeli. Ta knjiga je po 40 letih torej ponovno povezala vseh nas in zato smo tudi izbrali eno tako bolj komplicirano obliko izdaje, ker najbolj enostavno bi bilo, da bi to knjigo izdala ena založba, ne pa 3 realnosti, ena od katerih je v eni drugi državi, tako da z birokratsko-administrativnega vidika smo si nekoliko zakomplicirali življenje, ampak z osebinskega vidika ima ta knjiga močnejši domet, kot bi ga imela, če bi išla samo v eni založbi. Nazadnje želim tudi jaz čestitati vsem vam in vsem nam ob jutrišnjem dnevu državnosti. Hvala. Hvala gospe Eriki za njeno izčrpno obrazložitev. Ja, jutri je največji slovenski praznik, zato se spomnimo Hladnikovih besed, ko je dejal, da bo zavriskal, ko bo lahko brez potnega lista potoval v Gorico. Ta želja, čeprav ne povsem, se je uresničila po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Verjamemo lahko, da je bila tudi samostojna Slovenija njegova želja. Pomembno delo je opravil za naše begunce in postal njihova prava legenda. Zgodilo pa se je tudi njemu, kot mnogim dobrim ljudem. Nehvaležnost je plačilo tega sveta. To sem seveda moral tudi jaz doživeti. Da se je le redko kdo od tistih mladoletnih, katerim sem se podpisoval za varuha, prišel zahvaliti, to se mi ne zdi čudno. Njim se je zdelo, da je bil moj podpis samo formalnost. Niso pa vedeli za vsa pota, katera se moral zanje storiti. Za bolne, kateri niso mogli dobiti dovoljenja, da zapustijo ladjo, je bilo pač treba tekati okrog oblasti. Mislim, da nobene poti nisem opustil. Pa vendar sem pozneje slišal očitek, da nisem imel za njihovo stisko nobenega čuta. Bolj uživo pa me je zadelo to, kar sem doživel od nekaterih rojakov, ki so v slovenski vasi tako poceni prišli do zemlje, pa so mi potem potikali, da sem na njihov račun obogatel. Računali so s povečevalnim steklom, vse račune od mene terjali in dognali, koliko jih je zemlja več stala, kot bi po njihovem računu moralo znesti. V svoj račun seveda niso vključili nobenega pota, ki sem ga moral plačati zanje. Prav tako ne nagrad, ki sem jih moral dajati tistim, kateri so imeli kaj posla z nakupom in razdelitvijo zemlje. Ni jim šlo v glavo, zakaj je zemlja po 12 ali celo 15 pesov kvadratni meter, če sem jo pa jaz plačal po 8 pesov. Da je šlo 27% vse zemlje za ceste, da je bilo treba dati 4% za fiskalno rezervo, da je bilo treba plačati tudi zemljo za bodoči dom in igrišče, kar je tudi zneslo 8% celotne površine, da je bilo tudi kos 1400 kvadratov razlaščen za avenido General Paz, vse to, kar ni šlo v njihov račun. Vse to je zneslo 40% površine zemlje, ki jo je bilo tudi treba plačati. Če bi izdelal račun za vse, kar je mene stalo, bi dokazal, da sem žrtvoval več kot 200.000 pesov, kateri so bili vloženi v zemljo, ki je postala skupna last. Pa se mi je potem očitalo, da sem delal umazano kupčijo.
Zares me je zabolelo do srca, ko mi je leta 1952 eden od tistih, bilo jih je kakih 8, očital, da zato zavlačujem lastninske listine, da bi iz tega napravil dobiček. Niso pa vedeli, kako strašen boj sem imel, da sem dosegel na občini razdelitev, ker so zahtevali občinski možje, da moram plačati po 1 peso od metra. Kako ogromna vsota. Don Rufino Ponzanetti je slednjič razumel naš položaj in zastavil vso veljavo kot predsednik občinskega sveta, da je bila končno parcelacija odobrena brez dodatnih stroškov. In kasneje spet sumničenje, zakaj da hočem prepisati zemljo na šolske sestre, namreč zemljo, ki je skupna last, da imam zatem skrite načrte. Niso hoteli razumeti, kako je treba zavarovati skupno lastnino, da ne bi kasneje padla v roke tistim, ki je nikdar ne smejo dobiti. Celo mojemu bratu Nacetu, ki je velikodušno priskočil na pomoč svojim darom, ko se je gradil dom, so potikali, da on že ve, saj je vse tako njihovo, to se pravi Hladnikovo. Videli so, da raste cerkev svetega Jožefa, pa so spet sodili, z našim denarjem se gradi. Hladnik krade od naših žuljev. Tako se mi je vse zagrenilo, da niti v slovensko vas nisem hotel iti. Moralo je biti že res nekaj posebnega, naprimer, če me je kličal bolnik. Seveda tako niso ne mislili, ne govorili vsi. Bila jih je le peščica. Toda kar sem vsem zameril je bilo, zakaj da jim drugi niso trdo stopili na prste. Kako je mogoče, da par kričačev ustvarja javno mnenje? Ko je prišel leta 1957 škof dr. Rožman na svoj drugi obisk, je blagoslovil dom in temeljni kamen za novo cerkev. Da bi spor poravnali, so tudi mene postavili na častno listo in me imenovali za častnega člana slovenske vasi. Jaz sem to počaščenje odklonil. Nisem hotel iti po pergament, ko so me klicali. Povedal sem, da so mati otroka najprej umili, nato pa mu oblekli lepo srajco. Naj še oni tako naredi. Najprej naj me operejo obrekovanja, potem bom pa sprejemal časti. Dokler pa sem v očeh nekaterih izkoriščevalec in tat, pa nočem sprejemati nobenih priznanj. Nikakor nočem s tem v slabo luč postavljati rojakov slovenske vasi, ki tega ne zaslužijo. Dobro vem, kateri so bili, ki so velikodušno vedno bili zraven, kadar sem jih kaj prosil. Najbolj izdatno je prispevala prav slovenska vas za tlakovanje cest okoli cerkve. Najbolj so se odrezali za vsako nabirko, ki sem jo začel za cerkev, dvorano ali šolo. Zato povem, da sem bil na dnu srca vedno globoko hvaležen rojakom, ki so mi vračali dobro z dobrim. V tistem neprijetnem ozračju se je zgodilo tudi, da so Slovenci iz cerkve svetega Jožefa prenesli v svoje naselje slovensko službo Božjo in to tako na tihem opravili, da se mogel samo solzo utrniti ob misli, da je sedaj moje delo za Slovence na vsej črti končano. Ostal sem samo še župnik argentinske fare San Jose de Pompeo. Pozneje se je seveda vse lepo poravnalo, pa le zato, ker jaz nisem več čakal, da pride kdo oprat omazanega otroka. Eden za drugim so se mi ponižno približali na razne načine in tako povedali, da jim je žal onega početja.
Ali mora res človek umreti, da začnemo o njem govoriti tudi dobre stvari? Naj nas te njegove besede spodbudijo, da že danes začnemo v soljudih prepoznavati dobro in jim to tudi povedati. Pohvala nas nič ne stane, pohvaljeni pa z njo veliko pridobi. Tudi mi se bomo danes zahvalili vsem, ki so pripomogli, da je knjiga zagledala luč sveta in vsem, ki so pripomogli pri današnji slovesnosti. Kot prva, ki si zasluži našo skromno pozornost, je gotova gospa Erika Jazber. Brez njene povezovalne vloge in njenega znanja pri takem delu bi nam težko uspelo. Iskrena hvala, Erika, za vašo nesebično pomoč. Hvala Goriški Mohorjevi družbi in njenemu predsedniku monsinjorju Renatu Podbersiču. Hvala predsedniku krajevne skupnosti Rovte, gospodu Viktorju Trčku. Hvala županu občine Logatec, gospodu Bertu Menartu. Da je knjiga lahko ponovno izšla, je bilo potrebno besedilo spraviti v elektronsko obliko. Zato ima zasluge gospa Ivanka Koprivc, ki je knjigo pretipkala. Iskrena hvala Ivanki. Pretipkano je bilo potrebno urediti v računalniku, zbrati in dodati fotografije. Vse skupaj predstaviti javnosti na spletni strani župnije Rovte. Iskrena hvala Petru Hladniku za skrbno opravljeno delo. Motor z veliko pozitivne energije, od ideje do realizacije, vedno pripravljen za pomoč naš Hieronim Kavčič. Hvala Ronko za vaš trud. Hvala osnovni šoli Rovte, njenemu ravnatelju Mitju Turku in mentoricam Petri in Ermini. Hvala cerkvenemu pevskemu zboru župnije Rovte in zborovodju Janezu Trevnu. Da so pri mašnem petju svečano donele naše orgle, se moramo prav posebno zahvaliti organistu Romanu Maroltu. Hvala Nevenki Malavašič za njen prispevek. Vlogo Hladnika je tudi danes izvrstno izpeljal Jože Hladek. Iskrena hvala. Hvala lepa predvsem Jožetu Leskovcu za vsako delo, ki ga je opravil za ohranitev spomina
na Janeza Hladnika. Jože Leskovec, najlepša hvala. Najlepša hvala pa tudi Maj in Narode, ki je vso tole vodila in nas lepo popeljala skozi življenje monsinjorja Janeza Hladnika. Maja, hvala. Jaz bi se sam v imenu celotnega odbora, smo res tukaj od zadaj še kar veliko ljudi, ki jih nismo zdaj imenovali, ki so delali, večko pripravljali tale razstavo okoli, pa veliko stvari naredili, nobenih ni imenoval, ampak delali so s srcem, pa z ljubeznijo, pa z dobro voljo. Vsem velik pohlonaj vam, ki ste prišli, ki ste napolnili prej cerkev, zdaj dvorano. Res bilo je potrebno, da smo gospoda monsinjorja Janeza Hladnika povzdignili in upamo, da mu damo nekje prostor, nekje v našem kraju, šolo ali prostor pred cerkvijo. Potreben je, če ima v Argentini celo ulico, zakaj ne bi imel tudi v Rovtah, vsaj delček prostora. Prosim, da tu na znanje vzame tudi na občini, da res, da se poseduje za njega, ker on je rešil Rovtarje, Slovence, pa še tudi mnoge druge ljudi pred popolno pogubo. Pohlonen sem, hvala za sodelovanje in lep večer še naprej, pa oglejte si razstavo, takole okoli tlele bojo pred hitro stole malo umaknili. Naše gospodinje se bo pripravljali prigrizk, malo pijače, pa boste o tem se še kaj pogovorili, pa poveselili, pa bo bujeli spomine. Pohlonen sem.